V torek, 16. avgusta, so v Beltincih pri spominskem obeležju položili venec. Na dogodku so sodelovale domoljubne in veteranske organizacije Pomurja s praporščaki. Besede pozdrava in poklona velikim Prekmurcem, zaslužnim za to, da smo Prekmurci in Prekmurke del naše domovine, je najprej podal župan občine Beltinci Marko Virak. Pred 103 leti so pogumni vizionarji tukaj postavili osnovne temelje Prekmurju kot delu Slovenije in prav je, da se vsako leto znova in večkrat spominjamo vseh teh, ki so bili zaslužni za to, da lahko danes prvič govorimo seveda prekmursko, drugič pa slovensko v naši samostojni in neodvisni državi. Podobnega poguma in vizionarstva, nekakve enotnosti bi si želel, da je tudi v naši generaciji ali pa v današnjem času vsaj toliko, koliko ga je bilo takrat. In jaz verjamem, da z takimi podobnimi dogodki z vami, z vsemi organizacijami, ki nekako bistveno bolj kot marsikdo drug živite za te dogodke, poskušamo to ali pa ta načela dvigniti na tisto raven, ko bomo lahko povedali, da smo tudi danes in tudi jutri in pa pojutrišnjem ponosni na to, da smo Prekmurci in s tem Slovenci. Tako da hvala lepa vsem, ki ohranjate oziroma ki hranjamo takšne in podobne dogodke, dokler se bomo spominjali vseh naših prednikov na tak način, se nam za sedanjost in prihodnost ni zabate. Hvala lepa še enkrat in pa seveda domovini, Sloveniji, občini Beltinci, samo vse najboljše in pa srečno. Tudi predsednik Prekmurskega društva Generalmajster, magister Marjan Farič, je pozdravil in se poklonil zaslužnim Prekmurcem. Beltinci so kraj, bi rekel, posebnega spomina, zgodovinskega spomina. Namreč tukaj se je zbralo preko 20.000 ljudi ob prehodu, bi rekel, oblasti iz vojaških rok v civilne roke, takrat, ko je Prekmurje postalo slovensko. Oziroma del združene Slovenije, združene z ostalimi slovenskimi pokrajinami. Prva svetovna vojna je bila kruta, vzela je milijone življenj, Prekmurje je tudi plačalo velik davek v tej kruti vojni. Bilo je del nekega drugega imperija, ki je v prvi svetovni vojni oziroma po njej propadel. In v tem novem zarisovanju meja v Evropi so predvsem naši domači pomurski ljudje, domoljubi, izobraženci, videli priložnost za to, da Prekmurje znova postane slovensko. Zahvaliti se imamo predvsem veržejskemu oziroma križevskemu rojaku dr. Slaviču, njegovi pronicljivosti, bi rekel, iniciativi. Bil je član pogajalske skupine v Parizu na mirovni konferenci in takrat je dr. Slavič kot odličen poznavalec prekmurskih razmer tudi vse te nacionalne sentimente, ki jih je čutil tudi kot, koliko vemo, je imel nekaj prekmurske krvi v sebi, vse te sentimente je prevedel v neko razumljivo, tudi tujim velikim silam razumljivo diplomatsko govorico. In seveda bil je zelo prepričljiv. Zakaj? Dokazal je in pokazal, da tukaj živijo Slovenci in da govorijo materni slovenski jezik, nekoliko drugačen, ampak vseeno slovenski in pravim, tej srečni okoliščini se imamo predvsem zahvaliti, da je Prekmurje po odločitvi velikih sil potem pristalo v Jugoslaviji oziroma državi SHS. Spomniti se moramo tudi še drugih domoljubov, ne samo dr. Slaviča z desnega brega Mure, tudi na levem bregu Mure so bili izvrstni ljudje, veliki domoljubi, ki so zastavili ves svoj intelektualni potencial, tudi, bi rekel, svoje karierne poti pozneje za to, da so dvigali to nacionalno prekmursko zavest.
Radi bomo prihajali vsa nadaljna leta v Beltince k temu pomniku, ki nas bo trajno spominjal na to, na tisto obdobje prekmurske in slovenske zgodovine in pa seveda, ki bo trajen pomnik tudi za vse zanamce.